Gledate informativno oddajo 7, ki jo vodi Anja Šircelj. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v informativni oddaji 7. Pred Varstveno-delovnim centrom Zagorje ob Savi je v sredo potekala predstavitev operacije Gradimo vključujoče in povezano Zasavje. Dogodek se je povezoval tudi s proslavo ob dnevu državnosti ter piknikom v nadaljevanju. O sodelujočih in ciljih projekta pa smo še pred dogodkom poklepetali z direktorico VDC-ja, doktorico Špelo Režun. Ja, v Zasavskem VDC-ju smo na podlagi, že prejšnjega EU projekta Nasmeh za vse, ki smo ga zaključili potem tudi z okroglo mizo in povabili, res različne organizacije iz celotnega Zasavja. Smo se skupaj pogovorili, da dejansko bi bil fajn en tak projekt, kjer bi se združili in skupaj razmišljali o različnih možnostih, projektih, ki temeljujejo na vključevanju in medsebojnem sodelovanju, vseh teh treh sektorjev in različnih organizacij iz Zasavja. In to smo sedaj v tem projektu oziroma operaciji Gradimo vključujoče in povezano Zasavje, VIP Zasavje je kratica, tudi prijavili, bili uspešni na prijavi, tako da z 8. aprilom smo uradno štartali s projektom. COVID-19 nam je malce preusmeril, same aktivnosti, vendar cilji operacije ostajajo enaki. Najpomembnejši in prvi je opolnomočenje uporabnikov, odraslih oseb s posebnimi potrebami. Drugi je bolj vključujoče Zasavje, se pravi, da se bojo opolnomočene odrasle osebe s posebnimi potrebami lahko še bolje vključevale v različne dogodke, aktivnosti v Zasavju, ki bojo tudi prilagojeni njihovim potrebam. Tretji zelo pomemben je povezovanje različnih organizacij, zavodov med seboj, kar smo že začeli s kreativnimi vključujočimi sredami. Jaz bi se res zahvalila vsem ravnateljcam, direktorjem, ko so se vključili v ta projekt. Več kot 10, poleg VDC Zagorja jih je. In z Nastjo Mulej, ki je licencirana trenirka, razmišljanja lateralnega po Debonu tudi, dejansko se ob sredah trenira, to razmišljanje v enako smer. Cilj, teh delavnic je dejansko, da se trajnostno naredijo dogodki, ki jih organizira ne samo VDC, ampak tudi te različne organizacije, zavodi. Zelo pomembno so pa tudi otroci tukaj, pa učiteljice, vzgojiteljice, mentorji. Tudi za njih so organizirana, enkrat tedensko izobraževanja za kreativno učenje mišljenja, ker marsikdo misli, da mislimo čisto tako naravno, vendar dejansko, če se mi učimo razmišljati, je tudi naše razmišljanje na koncu lahko bolj vključujoče, bolj produktivno, naravnano, tako na človeka kot na naravo, ker vključimo cel spekter tistega, kar je potrebno, da je naš svet boljši. V projektu poleg VDC-ja sodelujejo še Trgovina Mavi, Zdravstveni dom Zagorje, Zdravstveni dom Trbovlje, Vrtec Trbovlje, Vrtec Zagorje, Osnovne šole Trbovlje, Tončke Čeč ter Narodnega heroja Rajka Hrastnik, Center za socialno delo Zasavje z enotama Zagorje in Trbovlje, Mladinski center Zagorje in Zasavska ljudska univerza. Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer bodo namenili 23 000 evrov, lastnih sredstev pa je 10 000 evrov. Malo pred dnevom državnosti smo obujali spomine na dogodke, ki so potekali v 10-dnevni vojni za Slovenijo. O dogajanjih na področju KUM-a smo govorili s predsednikom Zveze veteranov vojne za Slovenijo območnega združenja Zasavje, Božom Majcnom. V bistvu v samem napadu nisem bil udeležen, ker sem prišel tle gor kot pomoč, katera je bila poslana iz Trbovskega štaba z dr. Fakinom Samotom in še z enim članom stalne sestave. Smo bili napoteni tle gor, da pomagamo, ker smo slišali, da so fantje doživeli prvi letalski napad. No, takrat je tle gor na KUM-u bila razmeščena samostojni vod teritorialne obrambe krajevne skupnosti Dobovec pod poveljstvom Marjana Dolinška in pa del 32. protiletalske baterije lahke topniške obrambe, ki jo je vodil Rok Strniša. Fantje so v bistvu tle gor bili postavljeni s predpostavko, da je treba zavarovati ta RTV oddajnik in tako so tudi pripravljali te postopke. Tako da, ko je letalo
leta 28. junija priletelo nekaj čez 2. uro, je bil za te fante, naše teritorialce, ko so se tle gor nahajali, bil popolni šok, popolno presenečenje. Zato smo po končanem tem napadu, letala sta 2-krat preletela in mitraljirala oddajnik. Takrat smo doživeli tudi te prve poškodbe. V tem napadu je bilo 9 teritorialcev ranjenih, od tega Ivan Starina, domačin tle dol iz Dobovca, je bil tako hudo ranjen, da je v bistvu ves ostanek življenja preživel kot trajni invalid in je leta 2004 zaradi te poškodbe umrl. 2. julija, se pravi na drugem letalskem napadu, je bila pa slika rahlo drugačna. Tudi takrat sta iz smeri Zagreba proti centru Slovenije priletela 2 lovska letala, tipa Orel, so rekli fantje. Zopet po pričevanjih, katerih sem neštetokrat slišal, v bistvu tle gor na Kumu samemu takrat nismo imeli več teritorialca, ker vod KS-a je bil takrat razformiran, baterija je bila pa postavljena niže dol in so zasedli prav take ognjene položaje. No, takrat smo že dobili tudi po sredstvih zvez obvestilo, da letala letita iz te smeri, zato so fantje pričakovali, da se bo ta letalski napad napravil. In po trditvah udeležencev, ki so bili takrat le, so prav zaradi tega uspešnega zapornega ognja, katerega so ustvarili z nekaj protiletalskimi topovi, pilota teh lovskih letal odvrnili od samega raketiranja. Namreč, ko sta se letala dvignila na streljno višino, so v bistvu naši že začeli streljati in to je nju tako prepričalo, da sta v bistvu Kum samo preletela in se tam dol čez dolino Sopote in Radeč vrnila nazaj dol. Občina Trbovlje je v torek v sodelovanju z Zavodom za šport in mladino, podjetjem Kult in Srednješolskim centrom Velenje predstavila projekt Trajbi. Gre za izposojo električnih koles na 4 točkah v občini. Ob začetku se registrirate v knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje ali v kavarni Mladinskega centra, za kar morate imeti s seboj osebni dokument in davčno številko. Plačate letno uporabnino, nato pa lahko na terminalu po navodilih prevzamete želeno kolo. V začetnem obdobju naj bi kolo preizkušali pol ure, da bi lahko to storitev testiralo čim več občanov. Na aplikacijah lahko preverite tudi, kje so na voljo kolesa in kam jih lahko vrnete. Tedensko lahko posameznik koristi električno kolo 14 ur. Baterija zdrži okoli 20 do 30 km, lahko tudi do 50, je pa poraba odvisna od več dejavnikov. Doba amortizacije kolesa ob rednem vzdrževanju je 5 let. O pomenu projekta je spregovorila županja občine Trbovlje Jasna Gabrič. Ja, glede na to, koliko klicev je že bilo, pa vprašanj po elektronskih poštah in po telefonih, kolikor mi sodelavci sporočajo, verjamem, da se bo sistem prijel oziroma da ga ljudje pričakujejo. Že ko smo čakali tamle na novinarsko konferenco in se še niti do dobra ni začela, je že kakšen občan potrkal na vrata in vprašal, kje se pa lahko registriram in dobim kartico. Tako da mi res upamo, da bojo občani ta sistem vzeli za svojega in da ga bodo uporabljali, saj konec koncev namenjen prav njim oziroma nam vsem. Vrednost projekta je? Okoli 270 000 evrov, od tega nekaj več kot 70 000 evrov strani evropskih skladov, nekaj več oziroma okoli 15 000 evrov strani države, preostanek pa je vložek občine Trbovlje. Uporaba kolesa pa je za občane precej ugodna? Ja, izredno ugodna v tem trenutku. Mi ne bomo tukaj pretiravali, sistem bo podoben kot v drugih občinah, ki imajo ta sistem, torej električnih koles. Pri nas je trenutno 10 evrov, bom rekla, vpisnica, ali kako ne rečem, da pridobite kartico za celo leto, torej članarina, 10 evrov, kar menimo, da res ni nek pretiran strošek. Trenutno so kilometri in vožnja brezplačna, pozneje pa, ko bo ta uvedena, bo pa povsem ista kot drugod po Sloveniji. Kako pričakujete, da bodo občani ravnali s kolesom? So kakšna posebna navodila? Jaz verjamem, da bodo ravnali s kolesom tako, kot če bi bil to njihov kolo, ker konec koncev so kolesa od vseh nas. Imejmo jih, bom rekla, po domače radi, lepo skrbimo za njih in jih bo lahko čim več ljudi uporabljalo. Ni namen tega, da se bomo tukaj zdaj z njimi ne vem kaj počeli oziroma pretepavali, kar želite, in jih uničevali, ampak da bomo za njih lepo skrbeli. Zato tudi verjamem, da bo tako tudi strani ostalih občanov in občank občine Trbovlje. Kartico, naj povem, se včlani lahko tudi kdo, ki ima stalnega prebivališča v Trbovljah. Poimenovali smo ga, se bo štel kot turist, a ne kot obiskovalec in bo prav tako lahko uporabljal sistem e-koles.
Podjetno, svet podjetništva je projekt, ki je aktualen tudi v tem letu. Sredi postopkov izbora smo se oglasili na Regionalno razvojno agencijo Zasavje, kjer so nam povedali, koliko je bilo letos zanimanja in kaj to pomeni za naprej. Prijeli smo približno 20 vlog, še skoraj enkrat toliko je bilo zanimanja z vidika, da so po telefonu veliko spraševali preko e-mailu. Tudi zelo nas veseli po svoje, da je bilo veliko zanimanja tudi za gorska občina, a žal pač, ker ni vključena, jih nismo mogli zraven vključiti. Zdaj, kar se tiče samih idej, čist vse ne moreš imenovati, ker še postopek ni končan, je pa zelo veliko grafičnih oblikovalcev, svetovalci hočejo imeti za kulinariko, za zdravo prehrano, za fitness, tudi dejansko prodajo pa izdelavo svojih mil, kozmetike, skratka večinoma bolj storitveni del bazirano. In kaj v tem projektu nekdo, ki šele vstopa v podjetništvo, pri vas pridobi? V bistvu po eni strani dobijo največ znanja, samega znanja iz vidika podjetništva, po drugi strani pa dobijo tudi nekaj, kar je mogoče se ne da tako iz vidika znanja dati, ampak to support, to povezavo, to nekako sprijeti so sram med nekak svoj krog, ko si ga naredimo tle zram in dejansko se potem lažje obrnejo v primeru kakšnih težav. Drugače pa učijo se vse od seveda na začetku pogledamo, če sama ideja, s katero pridejo v program, če je dejansko rentabilna, torej če se jo da razviti, če ima neko priložnost za razvoj za naprej, kako se jo da ovrednotiti, potem gremo skozi korake marketinga, finance, skratka financiranje, celotno zadevo probamo pogledati z zornega kota, čim bolj tako dejansko, da bi lahko podjetnik potem tudi živel. In kaj je tisto, kar naredi podjetnika uspešnega? Marsikdo, ko pride, ko ga poslušamo že z razgovorom, misli, da pač, če bo stopil na korak podjetništva, da bo dejansko zdaj začel na veliko denar služiti, da bo pač lepo zadeve potekale. Žal to ni tako. Podjetništvo je veliko dela, veliko odrekanja, sploh če imaš družino, je težje včasih vse stvari skupaj spraviti v nek tak smiseln tir, da dejansko si uspešen lahko in kot podjetnik in kot družina, tako da predvsem to, sklop dejavnosti pa delo. Je pa vaš projekt opazila tudi Evropa? Evropa je pač trenutno izvaja eno raziskavo na področju inovacij in dejansko je ugotovila, oziroma vzela je bazo določenih projektov iz vsake države, ko so nekako bili najbolj ovrednoteni oziroma so dosegali neke dobre rezultate, med njimi je tudi seveda PVSP, tako da smo bili zelo veseli, ko nas je obvestila Evropska komisija, da je sam PVSP bil izbran med top 100 projektov Evrope. Seveda tukaj se še ta zgodba ne konča. Dobra stvar na tem bo bila dejansko, da je to neka podlaga za druge države, ki jih še niso imeli podobnih inštrumentov in programov, da dejansko se bo lahko zdaj učili od Slovenije. Po drugi strani bo pa zdaj šlo še to v ožji izbor, torej na koncu bo bilo 27 projektov, ko bojo nekako bili izpostavljeni z vidika, da bo imeli neko svojo brošuro, svoje opise, svojo stran, skratka, da bo res nek good practice case bil narejen za vse druge članice. Kot vsako leto je tudi letos potekal poklon padlima ruskima vojakoma, ki sta med drugo svetovno vojno na področju občine Zagorje ob Savi izgubila svoje življenje. Udeležili so se ga župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, predstavnik veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji, višji svetovalec Kiril Bobrov in predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Zagorje Miloš Prosenc. Letošnji poklon je potekal brez kulturnega programa. Občina Zagorje ob Savi pa tudi namenja iz proračuna za naslednje šolsko leto 5000 evrov za šolske potrebščine za otroke, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin. Tudi Rdeči križ Slovenije, območno združenje Zagorje, vsako leto pristopa k dobrodelni akciji, v kateri namenja sredstva v tovrstni namen. To je bilo za tokratno oddajo vse. Začele so se šolske počitnice, ki znajo biti letos za marsikoga drugačne, kot smo jih vajeni. Naj bodo čim bolj zdrave in vseeno nasmejane. Srečno!